Rojstna hiša, požrli črvi. Leteči dobre mavrice. Taka jutri naša hiša. Okni, vrata, močna, varna. Ti imaš domišljija. Kam pa pridemo brez domišljija? Nekateri se še spomnite, kako so nas mostiščari že pred časom opozarjali, da naša hiša propada in da je brez pravih idej ne bo mogoče obvarovati. Vsekakor, kam pa pridemo brez domišljije? Od tega, koliko domišljije premorejo najvišji politiki v državi, je torej odvisno marsikaj. Odločili smo se preveriti, kako je torej z domišljijo pri naših politikih. In postavili smo jim preprosto vprašanje. Kako boste letos preživeli dopust? Odgovori najvidnejših predstavnikov strank koalicije so bili obupno nedomiselni. Predsednik Socialnih demokratov Igor Lukšič je povedal, da bo z družino poleti dopustoval na hrvaškem otoku Krku. Predsednik Državljanske liste in minister za notranje zadeve Gregor Virant se bo z družino prav tako odpravil na morje. To je lepo, saj bo tako nudil močno podporo tistima dvema slovenskima policistoma, ki hrvaškim kolegom to poletje pomagata delati red na plažah. Tudi predsednik stranke Desus in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec bo dopust preživel z družino na morju. Če k temu dodamo, da bo tudi predsednica vlade Alenka Bratušek del dopusta preživela na Hrvaškem, je koalicijsko pomanjkanje domišljije več kot očitno. Povsem drugačna pa je slika med prvaki opozicijskih strank. Predsednik Ljudske stranke Franc Bogovič ima velike načrte. Nekaj dni bo preživel pohodniško, večino časa pa bo posvetil delu v svojem nasadu jabolk in delu v gozdu, kjer bo pripravljal drva za zimo. Bolje obveščeni vedo povedati, da bo kak prost termin izkoristil tudi za ribarjenje. Morda celo v kalnem. Predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak se veseli prebiranja dobrih knjig in kakega piknika s prijatelji. Sicer pa tudi njo čaka delo na kmetiji in nabiranje gob po okoliških gozdovih. Pri slednjem ji priporočamo previdnost pri ločevanju lisičk, dedcev in jurčkov od različnih mušnic. Predvsem zelenih, pa tudi rdeče so menda lahko usodne. Kar se toninčkov tiče, so menda užitni, vendar samo pogojno. Z avtobusom pa nikamor, je bil to poletje odločen predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki se v Posočju bolj zanese na Cepin in Gojzarje. Vendar se je izkazalo, da njegov dopust ni čisto pravi dopust, saj ga je izkoristil tudi za priložnostno predavanje. Za volanom imamo šoferko, ki nima izpita. Upravljati jo skušajo strici v zadnjih sedežih, ki sami še nikoli niso vozili avtobusa. Njihova edina skrb je, da ohranijo svoje sedeže, ne glede na to, kam bo šel avtobus. Kar je povedal, je seveda čista resnica, ampak smešno to kaj pa da ni, zato ni povsem jasno, čemu so se prisotni tako gromko režali. Zna biti, da sploh niso dojeli, da Janša nastopa v vlogi inštruktorja varne vožnje in so pomotoma menili, da je pač eden od številnih stand-up komikov, ki se trenutno drenjajo na slovenski politični sceni. Prizor je bil videti podoben kot v tisti šali, kjer je imel pilot letala govorno napako, pa je zato na grozečo nevarnost opozoril s petjem "Levo krilo že gori", potniki pa so razposajeno nadaljevali "Jumpajdi, jumpajda". Preden končamo pa še novica, ki smo jo pravkar prejeli. Predsednica vlade Alenka Bratušek je vendarle pokazala nekaj domišljije in za razliko od svojih koalicijskih partnerjev ne bo preživela vsega dopusta na morju. Prav te dni menda odhaja na safari uplenit nekaj primerkov za osvežitev svoje jesensko-zimske garderobe. Kam pa pridemo brez domišljija?